Sedaj se nahajamo pred župnijsko cerkvijo Marijinega rojstva na Tišini, ki se je nekoč prej v zgodovini imenovala tudi Marija vnebovzeta, vendar se je potem preimenovala. Župnija Tišina naj bi segala v 14. stoletje, vendar po zadnjih arheoloških odkritkih pa bi naj bile te letnice še starejše. Viri, ki omenjajo samo župnijo Tišina, se pojavijo v 13. stoletju, medtem ko se prva omemba cerkve Marijinega rojstva na Tišini omenja v 14. stoletju. Kar se tiče arhivskih podatkov, je treba povedati, da je cerkev zelo skromna, pa tudi na nek način do sedaj še ni bilo narejenih dovolj strokovno izpopolnjenih raziskav, kar se same zgodovine cerkve tiče, čeprav so se z njeno gradbeno zgodovino ukvarjali vsi največji slovenski umetnostni zgodovinarji od Franceta Steleta do Marjana Zadnikarja, Ivana Zelka, potem od mlajše generacije tudi Mateja Klemenčiča, Sama Štefanca in pa tudi generalnega konzervatorja dr. Peskarja. Če pa bi le strnili datacijo, bi jo lahko nekako v 3 faze. Prezbiterij z nadstropno zakristijo in pa z polžastim stopniščem okoli leta 1400. Zvonik je najmlajši, to pomeni nekje konec 15., začetek 16. stoletja, medtem ko je vse zunanja podoba ladje nekoliko mlajša od prezbiterija in pa starejša od zvonika. Kot najmlajši del je nastal zvonik, ki je tudi navzven nekoliko drugače, tehnično obdelan, se pravi tukaj govorimo o fasadi, ki je gladko zaglajena, torej zalikana fasada, značilna za to gotsko obdobje, medtem ko je ladja in prezbiterij v takim grobem, zaribanem ometu, seveda se malo razlikuje, vendar še vedno z to barvno podobo izraža pač tisti karakter, ki ga je imela tudi v času, ko je bila zgrajena, se pravi v 15. stoletju. V okviru izdelave konzervatorskega načrta so bili odvzeti vzorci ometov, ki so bili poslani na naravoslovni oddelek restavratorskega centra in natančne naravoslovne raziskave teh ometov so dejansko pokazale, da gre za 3 vrste ometov različne strukture, določena pa je bila tudi barva, ki je bila pač barvana z naravnimi pigmenti. Treba je povedati, da je fasada vsaj izvedena v klasičnih apnenih ometih iz gašenega apna in dejansko tonirana z naravnimi pigmenti, takšni kot so bili najdeni v originalu. Tukaj vidimo steno, ki je bila prej na zunanjščini cerkve, na kateri je ohranjen grobi gotski omet. Tukaj se vidi, da je zvonik prizidan na to steno, na tem vogalu. Na ta način se bo tudi potem na cerkveni ladji, na prezbiteriju omet obdelal. Z obnovo smo pričeli leta 2017. Bila je moja pobuda, da obnovimo našo župnijsko cerkev. No in seveda potem so stekli dogovori z župnijskim svetom, z gradbenim odborom in se je tako potem tudi to nadaljevalo, tako da smo pripravljali projekte, soglasja spomeniškega varstva in pa v končni fazi smo potem tudi začeli zbirati izvajalca. Pred kratkim smo zaključili obnovo fasade župnijske cerkve Marijinega rojstva v Tišini. Projekt smo začeli v začetku maja. Predvideno smo imeli nekako 2 meseca in pol. Maj je bil vremensko zelo neugoden, tako da se nam je ta prvi mesec kar nekako izjalovil in smo dejansko začeli z samimi posegi na fasadi v začetku junija. Projekt smo peljali čez celo poletje in zaključili v začetku septembra. Prvi korak pri sami obnovi fasade zunanjščine cerkve je bila izdelava konzervatorskega načrta. To je dejansko ključni dokument, ki vsebuje vso razpoložljivo arhivsko gradivo, potem narejen je bil tudi v okviru tega načrta
arhitekturni posnetek, izvedene so bile geofizikalne raziskave, ki so znotraj ladje zaznale neke grajene zidane strukture, kar pomeni, da najverjetneje je ladja v svoji osnovi starejša, ampak natančnejše podatke o tem bodo dejansko dala šele izkopavanja v samih tleh notranjščine cerkve. Cerkev je, kot vemo, imela v večjem delu odstranjene omete že pred desetletjem, tako da smo dejansko ohranjali te originalne omete v majhni površini, tam okrog 50 kvadratnih metrov in v glavnem v tem prezbiterijskem delu. V tišini smo imeli dosti kvadrature, recimo ometov, naravnih ometov z naravnimi materiali, kjer smo uporabljali žgano apno, gašeno apno, lokalni pesek iz tiste okolice, odkjer ne bi bilo tudi uporabljen pri sami izgradnji. Tukaj se dosti vidi struktura in barva ometov. Za fasado smo uporabljali 3 tehnologije. Zvonik fino zalekan, kjer smo uporabljali pesek iz skema pucancev. Od 0 do 4 je bil uporabljen za grobe omete, od 0 do 1 smo uporabljali zadnji sloj, kjer je bil zalekan, kot nekje v originalu. Ladja je bila malenkost bolj groba struktura, kjer smo uporabljali samo grobi pesek, 0 do 4, v 3 nanosih. Vsak nanos naj bi bil tam nekje od 5 do 7 mm, končni pa tam nekje do 2 cm. Prezbiterij je bil pa dosti bolj grobi, na debelini nekje centi pa pol. Predvideno je bilo nekako, da ohranjamo sicer sekundarne omete na zvoniku, na kar se je izkazalo, da so ti ometi v zelo slabem stanju in smo jih v celoti odstranili. Pod ometi smo našli originalne plasti. Šlo je za fine omete, to smo dejansko potem tudi ponovili. Torej, na zvoniku imamo zdaj fine zaglejene gotske omete. Drugi del je ladijski del, ki so ometi grobi, in pa sam prezbiterij. Na tej površini so pa dejansko najbolj grobi in najstarejši ometi. Velike površine so bile tudi kamnite, ves kamen smo restavrirali. Gre tukaj za približno 300 kvadratnih metrov kamnitih površin in pa okrog 200 metrov vencev pod napuščem, zidnih vencev in pa venca na parapetu. Pri sami obnovi smo na prezbiteriju našli cirka 40 kamnoseških znakov. Kamnoseški znaki so v bistvu podpisi kamnoseških mojstrov ali pa delavnic, ki so na ta način se nekako podpisovali v ta svoj kamen oziroma te kamnite izdelke. Tako da na osnovi tega bi morda tudi lahko natančneje datirali samo gradbeno zgodovino. Kamen je bil recimo cirka poškodovan tam nekje od 70 do 80%. Tako da pri teh okenskih okvirjih je bilo dosti poškodovano že leta nazaj in so naredili praktično v ometu. Ni bilo profilov, ni bilo vidnih nekih teh strešic, ki so naknadno nadomestili z betonom in s pločevino. Mi smo pločevino odstranili, kamen oprali, vse plombe očistili, domodelirali z ustreznimi materiali in se je potem tudi to zaščitilo proti tem vremenskim vplivom. Vmes smo uspeli izpeljati tudi delavnico o apnenih ometih v mesecu juliju. Delavnico je organiziralo podjetje Gnom, ki pravkar izvaja obnovo fasade v sodelovanju z nami, konzervatorji in restavratorji Zavoda za spomeniško varstvo Slovenije. Delavnica je potekala v 2 dneh. Prvi dan smo strnili v bolj praktični del, kjer so udeleženci delavnice spoznali najprej samo izdelavo apnene malte, potem aplikacijo te apnene malte na zid, torej v 2 nanosih samo brisk in pa groba malta. Udeleženci so v tem dnevu tudi izdelovali vzorce zaključnih slojev in pa na koncu se spoznavali tudi z samim beležem oziroma kako te omete zaščititi.
Drugi dan je najprej potekal pregled izdelanih vzorcev, torej rezultati prvega dne, in pa potem 2 teoretična predavanja, kjer se je v bistvu praktični del podkrepil z samo teorijo. Jaz prihajam iz restavratorskega centra in sem pač predstavila vidik apna kot takega večnega materiala, ki spremlja našo gradnjo naše dediščine od začetka, od pamtiveka pa do praktično 20. stoletja. Vsebina te predstavitve apnene tehnologije je obsegala predvsem pač tiste posebnosti, ki jo apnena tehnologija pač sama po sebi nekako vsebuje, in pa predvsem različne oblike apna in pa njene uporabe. Moram reči, meni je bilo zelo všeč. Včeraj smo pogledali, kako pridobivamo to gašeno apno, kako se gasi, razmerja s peskom, in potem smo naredili vzorce na fasadi same cerkve, kar se mi je zdelo zelo poučno, ker tega danes skoraj nihče več ne izvaja. Tako da nas je gnom kar veliko naučil, veliko praksi pokazal, tudi da včasih moraš malo kuharsko postopati, pri teh postopkih malo po občutku. Zelo je bilo koristno, da so zdaj postavljeni odri, da smo si lahko od blizu pogledali vse detajle same cerkve, ker je sama zgodovina še vedno problematična. Upamo, da so delavnice nek prvi korak morda k popularizaciji teh apnenih ometov. Komentarji na to delo ali obnovo so bili razni. Tu in tam se najdejo tudi kakšni posamezniki, ki so pač nezadovoljni, ker je potrebno določeno soglasje, tudi je potrebno analizirati in potem prinesti tudi neke izdelane formule in pa tudi sam postopek, ki ga je potrebno primerjati z nekdanjimi deli na cerkvi, kakor tudi ostanki ometov. Seveda želimo, da bi to vse potekalo v čim lepšem redu in da bomo na koncu zadovoljni vsi. Delo je potekalo po nekem zastavljenem načrtu, kakšnih večjih težav ni bilo, nekaj dodatnih stvari se je izkazalo skozi čas prenove, tako da je cerkev na koncu dobila tudi nov strelovod po celotni strehi. Uredilo se je stavbno pohištvo in pa sam teren okoli cerkve je dobil pač neko novo strukturo. Bog naš Oče, blagoslovi svojo cerkev, ki smo jo v tej dobri dobi obnoviti. Vsi verniki bodo vsem prihajali poslušati Božjo besedo in se drževati svetih skrivnosti, naj čutijo, da je tu navzoč Jezus Kristus, saj je obljubil, da bo sredi med tistimi, ki se bodo zbirali v imenu njega, ki s teboj občestva svetega duha živi in kraljuje vedno. 10 let in več smo z žalostjo v srcu gledali to pročelje naše župnijske cerkve, golo pročelje. Naenkrat niti sami ne vemo, kako smo dobili voljo, sredstva, energijo. In pred 2 letoma smo se z gospodom Paredošom združili samoiniciativni odbor in takrat smo tudi prosili gospoda Škofa, da nas imenuje kot gradbeni odbor, in takrat se je začela valiti ta majhna kepa, ki se je končala kot ena ogromna gmota. Produkt tega pa vidite tukaj. Vsaka čast in hvala za opravljeno delo. Stvari so tekle nemoteno, pravočasno, ni bilo nobenih zamikov časovnih, kot smo se zmenili, tako je tudi bilo. In moram reči 1000-krat hvala lepa najprej direktorju Jožetu Drešarju, vsem njegovim sodelavcem, delavcem, ki so tu sodelovali, tako da smo presrečni, da smo izbrali tako dobro firmo. To niso besede tako na pamet, ampak so to dejstva. Jaz sem tu sodeloval z njimi vsak dan, sem videl,
kako se dela, kaj se dela in tudi je kvalitetno narejeno. Kar se tiče samega poteka del oziroma bivanja v Prekmurju, je bilo zelo v redu. Strani domačinov smo bili krasno sprejeti, odnos je bil res neverjetno dober. Skrbeli so nas, nam stregli, dejansko smo imeli ves čas na razpolago pijačo in nemalokrat so poskrbeli tudi za malico. Tako da naša ekipa je to, mislim, da doživela prvič res tako gostoljubje. Samo izvedbo projekta mislim, da smo vsi zadovoljni, tako ta strokovni del Zavod za varstvo kulturne dediščine kot investitor. Nad samo obnovo je bedelo kar nekaj ljudi, ne omenim glavnega nadzornega, potem župnijski gradbeni odbor in pa ne nazadnje odgovorni konzervator, konzervatorka iz območne enote Maribor ter restavratorka. Kar se tiče njene fasade, se da reči to, da je Tišinska cerkev dobila nazaj ta monumentalni karakter, ki ga je imela tudi v 15. stoletju, ko je bila cerkev zgrajena. Kar se tiče kvalitete opravljenega dela, lahko rečem, da sodi med prvih 10 najbolje obnovljenih fasad v Sloveniji, saj kar se tiče gotskih cerkva, tako da so lahko tako izvajalec kot tudi investitorji oziroma investitor, vsi tisti, ki so darovali denar in pa seveda tudi strokovna služba, smo lahko zelo zadovoljni. Moram povedati, da so občani presrečni, navdušeni, to se tudi vidi iz današnjega razpoloženja, koliko ljudi se je zbralo, kakšno je vzdušje. Super je bilo, iskreno hvala. Trud moj je pozabljen in danes je dan velikega veselja.